Hvala, pozdravljeni vsi skupaj in dobrodošli v oddaji Tedenski judovski svet na i24 News v angliščini. Sem Emily Francis. Vsak teden se osredotočamo na zgodbe, vprašanja in osebnosti, ki so zanimive za Jude tukaj, v Izraelu in v diaspori, v svetovni judovski skupnosti. In kot vedno začnemo z najpomembnejšimi zgodbami iz judovskega sveta ta teden. Poglejte. Osumljenec za pokol na plaži Bondi, Navid Akram, je bil obtožen še 19 kaznivih dejanj, tako da je skupno število obtožb proti njemu zdaj 78. Nove obtožbe vključujejo poskus umora, streljanje z namenom umora ter uporabo orožja za povzročitev škode ali upiranje aretaciji. Že prej je bil obtožen umora, poskusa umora, terorizma, kaznivih dejanj z eksplozivi in prikazovanja terorističnega simbola po terorističnem napadu, ki je decembra lani na praznovanju Hanuke v Sydneyju v Avstraliji zahteval 15 življenj. Španija je lani poročala o strmem porastu antisemitskih incidentov, saj je bilo leta 2025 prijavljenih 69 incidentov, kar je 80-60% povečanje v primerjavi s prejšnjim letom. Ministrstvo za notranje zadeve je sporočilo, da je skupno število sovražnih incidentov prav tako doseglo rekordno raven, pri čemer sta rasizem in ksenofobija največji kategoriji. In notranji minister je okrivil javne uradnike, da pomagajo širiti ksenofobično retoriko. Kolumbijski predsednik Gustavo Petro je povzročil ogorčenje, potem ko je v odzivu na časopisni članek tvitnil Heil Hitler. Kasneje je zagovarjal objavo in dejal, da je kritiziral tisto, kar je videl kot fašistični jezik v članku. Izraelski uradniki in judovske skupine so izjavo obsodili kot žaljivo in antisemitsko. Predavanje Britanskega muzeja o starodavnem Izraelu in Judi, ki je bilo načrtovano kot del meseca judovske kulture, je potekalo 2 tedna potem, ko je bilo sprva odpovedano. Osebje muzeja je povedalo, da je bilo predavanje namenjeno raziskovanju predmetov, ki prikazujejo politične in kulturne sile, ki so oblikovale regijo pred več kot 2000 leti. Prvotna preložitev je sledila potem, ko je muzej sporočil, da nekateri registrirani udeleženci nameravajo dogodek motiti, saj so bili nezadovoljni zaradi povezovanja starodavnega in sodobnega Izraela. In končno, Gwyneth Paltrow se je nepričakovano pojavila v reklami za 51 Park, luksuzni stanovanjski projekt v Herzliji v Izraelu. Kampanja je del promocije 2 stolpov, ki bosta dosegla 51 nadstropij in sta postavljena poleg parka Herzlija. Paltrow, katere oče je Jud, se je soočila z valom spletnih kritik, kjer so jo obtoževali, da podpira genocid, njena družbena omrežja pa so bila preplavljena z žaljivkami. Čeprav ni edina hollywoodska zvezda, ki ima oči uprte v obzorje Herzlije, saj je Leonardo DiCaprio investiral v stanovanjski kompleks na marini Herzlija. Ta teden začnemo v Kanadi, kjer so nasilna antisemitska kazniva dejanja iz sovraštva in druge oblike vandalizma v zadnjem letu izrazito narasle. Premier Mark Carney je priznal, da država, citiram, zatajuje kanadske Jude in je ustanovil svet za boj proti antisemitizmu. Ker pa Judi predstavljajo le 1% kanadskega prebivalstva, voditelji in aktivisti niso ravno preveč optimistični. Z nami iz Toronta je zdaj Matej Taup, ustanovitelj in izvršni direktor organizacije Nepopravičljivo judovski. Hvala, da ste z nami, lepo vas je spet videti. Tudi mene veseli, da vas vidim. Hvala, ker ste me povabili. Res prevzemate vodilno vlogo pri zagovorništvu in ste stalen glas kljub vsemu kriminalu in strahu, ki se zdi, da se širi povsod. Mislim, po vsem svetu, a še posebej tudi v Kanadi. Kaj najprej, ob vsem tem vandalizmu, fizičnih napadih in vsem ostalem, kaj menite o novem svetu predsednika vlade? In ali je to po vašem mnenju le prazna obljuba? No, najprej je to prazna obljuba, hkrati pa je tudi žaljivo. Veste, gledate svet vseh teh ljudi, ki se borijo proti antisemitizmu. Najprej je v svetu samo en judovski član, to je prva težava. In preostali člani, od katerih sta 2, eden izmed njih je poskušal odstraniti Hamas in Hezbolah s seznama terorističnih organizacij. In še en član je bil odvetnik, ki je tožil Univerzo Alberti zaradi taborišč, ki so jih imeli po 7. oktobru. Tako da to v resnici ni odbor ljudi, ki bi si prizadevali za boj proti antisemitizmu. Veš, tukaj kroži šala, da če kdo ve, kako biti bolj antisemitski kot oni, so to prav oni, ker so vsi antisemitski. Prav, wow, zakaj? Mislim, precej očitno je. Kot praviš, in tukaj je predsednik vlade. Zakaj torej sploh pravi, da ustanavlja svet? Očitno je. Ni zelo trden, kot si omenila.
Rekel bom, da je to značilno za vlado. To je še več birokracije. To je še en svet, ki napiše še eno poročilo, prebere še en esej, da se kar naprej nekaj dela in dela, samo zato, da se stvar odlaša. Vemo, kaj je problem in vemo, kaj je treba izpostaviti. Še malo več dela, še eno poročilo, da bi to ugotovili. Vzrok antisemitizma, vzrok za porast nasilja, vzrok za porast napadov na judovske sinagoge ali šole, judovska podjetja, vse, kar je povezano s tem. Ne potrebujemo še enega poročila. Dejansko moramo zavzeti stališče glede tega, kaj je problem. Prav, in kaj pa viri, kot so prisotnost policije, varnost in podobno? Je bilo kaj od tega storjenega ali pa vsi samo hodijo naokoli, veste, kot premikajoča se tarča? Postalo je bolje. Mislim, poslušajte, postalo je bolje. Ravno smo imeli naš pohod za Izrael tukaj v Torontu. 60 000 močnih judov in zaveznikov se je udeležilo pohoda v solidarnosti z Izraelom. Bil je neverjeten pohod. Letos so zelo izboljšali. V preteklih letih smo morali hoditi skozi tako imenovani prehod sovraštva, kjer je nekaj 100 protestnikov proti Izraelu in judom vpilo grozljive stvari. Letos so se policisti izboljšali, imeli so veliko boljšo prisotnost. Protestnike so potisnili približno 50 metrov stran od nas. In bil je en del, kjer so jim uspeli priti skozi. Policija na to ni bila pripravljena. Ko sem to videl, sem šel tja, vsi fantje iz Chabad so bili tam, zato sem si namerno ovil tefilin pred njimi. In veš, videl si resnico. Ni šlo samo za Izrael, veš, ni bilo samo to. Ni bilo tako, niso mi ničesar vpili. Vsi vedo, kdo sem kot zagovornik, zato so vpili moje ime. In ni bilo v smislu, da bi rekli, da podpiram genocid. Naenkrat so rekli, nisi pravi jud. Wow. Veš, maska je padla, prav. Wow. Ni šlo več za karkoli, kar se dogaja v Izraelu. Bil je neposreden napad na moje judovstvo. In tam je maska padla, to je resnica. Nedavno ste napisali kolumno, za katero vem, da vam je vzela veliko truda. Bila je precej celovita, govorila je o načrtu B in o tem, kako ljudje ob petkih zvečer sedijo za mizo in razmišljajo, kam iti, kaj početi, ali je ostati sploh možnost. Seveda si ne želiš nujno zapustiti svojega doma in obupati, ampak vidimo val ljudi, ki bi lahko naredili alijo. Kakšen je po tvojem mnenju načrt B? Načrt B obstaja, mislim, v članku sem pisal o tem, kjer vsi govorijo o tem, kaj bomo naredili naprej. In tako se je pogovor odvijal v Kanadi in tudi v velikem delu ZDA, vendar v Kanadi zadnji 2 leti in pol. Veš, od 7. oktobra naprej smo začeli pogovor o tem, kam gremo zdaj, kaj ne naredimo. In ko sem pisal članek, sta bila načrt A in načrt B. Veš, zapustiti Evropo in Kanada sta bila naš načrt A in načrt B. Torej, je pogovor o tem, kam gremo zdaj. In imel sem veliko pogovorov z zunanjim ministrstvom in podobnimi. Koliko bi bilo to super, Alija je neverjetna stvar, ampak mislim, da ne morete sprejeti 8 milijonov judov naslednje leto. Torej, to je številka 1. In infrastruktura ni tam. Ampak pogovor se je premaknil na vprašanje, ali ostanemo ali gremo. Nekateri ljudje razmišljajo, veste, ali gremo na Florido, ali gremo v Teksas. A gremo, veste, v Panamo. Ali pa preprosto naredimo korak naprej. In mislim, jaz sem mnenja, da bi morali vedno imeti načrt B. Kaj pa mi, ja? Kam gremo, ampak hkrati sem velik zagovornik, še posebej glede naše vloge po svetu. Potrebujemo diasporo. Poglejte, kako slabo postaja v Kanadi, kjer živi 500 000 judov. Predstavljajte si, če nas tukaj sploh ne bi bilo. To bi bila povsem drugačna razprava. Torej, kaj je načrt B? In so ljudje, ki so se pobrali in odšli. Ljudje so šli, popolnoma so zapustili Kanado. Vzeli so svoje družine, svoje sredstva. Veliko mojih prijateljev se je preselilo v Izrael, potem je tu mlajša generacija, moj lastni sin, ki je trenutno v Izraelu. To je njegova prihodnost. Veš, on na to gleda tako, da ne želi načrta B. To je njegov načrt A. Diplomirala sem. To je tisto, kamor grem. Tako si je služil kruh. Res je kar precej. Lažje, ko si star 22 let. Prav, točno tako, točno tako. No, Matthew, najlepša hvala, da še naprej zagovarjaš in si pogumen in mislim, poglej se. Če bi bil kdorkoli, nihče se ne bi zafrkaval s tabo osebno, zdi se, da bi se zelo dobro znašel. Vse nam to, najlepša hvala. Fredu.
Zdaj imamo še več novic o antisemitizmu. Mislim, jasno je, da se ta naraščajoči val očitno nikamor ne umika. Toda zdaj se delegacija iz več kot ducata držav odloča, da bo svoje sporočilo dejansko prinesla neposredno sem, v Izrael, skupaj s skupino nepričakovanih zaveznikov, ki so vsi potomci nacističnih storilcev. Voditeljica in dopisnica i22 News English Nicole Zedek ima zgodbo. Po videzu te praznične množice nikoli ne bi uganili njihove nepričakovane povezave. Prišli so iz več kot ducata držav, na stotine udeležencev v Izraelu za pohod narodov. Očetje in dedki so bili nacisti, bili so morilci in nikoli niso prosili za odpuščanje. Videli smo, mi kot potomci, kot otroci, kot vnuki, kot pravnuki, da so bili naši očetje in dedki nacisti, morilci in sovražniki Judov. Tukaj v Jeruzalemu se preteklost in sedanjost srečujeta na enem mestu. Preživeli holokausta, nekdanji izraelski talci in potomci nacističnih storilcev, vsi v eni sobi v Izraelu. Ne le, da bi se soočili s preteklostjo, ampak morda ponudili most v prihodnost. Ta teden se ta most razteza čez Izrael, s pohodi, ki potekajo v več mestih, od Aškelona do Hajfe. Mislim, da je dobro, da spoznajo judovske prijatelje v svoji skupnosti ali v Izraelu. Obiščejo Izrael. Vem, da je to krivda mojih prapradetkov, vendar lahko jaz prevzamem odgovornost. In ko ta nova generacija govori o odgovornosti, preživeli holokausta ponujajo pot naprej. Ti tega nisi storila. Ti si pravnuk tistega, ki je ubil mojega očeta, ampak nisi ti tista, ki je to storila. In kar je najpomembneje, ti sploh nisi vedela za to, ker so to skrivali kot skrivnost. Irena Šahar je kot otrok preživela varšavski geto. Leta si je postavljala izziv, da spregovori, saj antisemitizem in anticionizem po svetu naraščata. Celo oklevala sem, ali naj sploh stopim na nemška tla. A sem vseeno storila. To sem storila, ker mislim, da bi moralo po 80 letih obstajati nekakšen most med nami, preživelimi in potomci nacistov. Zdaj to upanje deli z novo generacijo preživelih, nekdanjimi izraelskimi talci. Najpomembneje pa je, da želim izraziti svojo hvaležnost in se zahvaliti vsem, ki sedite tukaj. Za Gaja Gilbudelala in njegovega očeta Elona je bil ta večer še posebej čustven. Lani, ko je bil Gaj še vedno talec v Gazi, je Elon odpotoval v Nemčijo in stal ob tem istem gibanju, pohodu za življenje. Ta večer je poseben ne le zame, ampak tudi za njih, ker je bil Gaj prisoten v vsaki hiši, v vsaki cerkvi zadnji 2 leti. Molili so zanj, pustili so mu prazen stol. Ta podpora je pomembna, še posebej, ko se zdi, da je svet vse bolj sovražen. Vemo, da v Izraelu vsi molijo za talce in si želijo, da bi se vrnili. Ampak vemo, kaj se dogaja po svetu z vsem antisemitizmom in sovraštvom. In ko vidiš tako skupino, ki so kristjani in imajo Izrael tako radi, ter ga neomajno podpirajo. In njihove molitve ter njihova globoka vera so me resnično ganile. Za pohod narodov je bilo to praznovanje preživetja, soočenje s podedovano bolečino in poskus, da bi spomin spremenili v dejanje. Ničesar ni mogoče primerjati s holokaustom. Toda kot ljudje lahko primerjamo občutke. In točno vem, skozi kaj so šli. Jaz sem se skrivala, bila sem v tunelih, nisem bila brez zraka za dihanje. Bila sem, ampak to je bilo pred 80 leti. In preživela sem. Oni so preživeli. In zdaj tisti, ki so preživeli najtemnejša poglavja, prosijo naslednje generacije, naj nekaj naredijo s to zgodovino. Povežimo se, združimo svoje roke, srca in misli. In bodimo del enega naroda,
kjer boste podpirali našo državo, državo Izrael in judovstvo. Nikoli več ni le nekaj, kar izrečemo. Za to skupino je to nekaj, za kar je vredno korakati. V Jeruzalemu Nicole Zetek za I22 News English. Kanye West se vrača na turnejo ali pa na turnejo opravičil. To se že dogaja. Prejšnji teden je nastopal na Nizozemskem v mestu Arnhem. In čeprav je bil s strani številnih oboževalcev toplo sprejet, je nizozemska judovska skupnost ubrala drugačen ton. Holokaustni muzej v Amsterdamu je zavrnil njegovo prošnjo za obisk. Več o tem v naslednjem prispevku našega Joea Browna. Žalosti smo, ampak to zabavo bomo zanetili, obljubim. Svetovna turneja Kanyeja, Vesta, je resnično v polnem teku, saj je skupaj 80.000 ljudi v 2 nočeh napolnilo stadion Helledome v Arnhemu na Nizozemskem, da bi slišali klasične uspešnice tega reperja. In mislim, da je res pogumno in njegova glasba res navdihuje. Pesmi pa te spodbudijo, da razmišljaš o tem, kaj je življenje in o čem sploh gre. To je prva stadion turneja Jeja po njegovem zelo javnem protisemitskem izpadu, ki je v zadnjih letih zasenčil njegovo kariero. Po več 10 protisemitskih objavah na spletu, prodaji izdelkov s svastiko in uporabi govorov Adolfa Hitlerja v svoji pesmi Heil Hitler, zdi se, da se je poskušal pokesati za svoje dejanja. Med drugim je obiskal kabalista, rabina Joshiahuja Jozefa Pincela in objavil celostranski oglas v Wall Street Journalu. Za svoje izpade je okrivil bipolarno motnjo. Vendar niso vsi zadovoljni z opravičilom. Na njegovo svetovno turnejo je vplivala zavrnitev vstopa v Združeno kraljestvo in Avstralijo, medtem ko so bili nastopi na Poljskem, v Franciji in Italiji odpovedani zaradi njegovih prejšnjih sporov. Vendar pa so se nastopi na Nizozemskem vseeno odvili, saj so mu oboževalci pripravljeni odpustiti in pozabiti. Mislim, da ni mislil vsega, kar je rekel. Da je šlo za njegovo bipolarno epizodo. Iskreno povedano, sem vedno gledal na Kanyeja skozi prizmo njegove glasbe. Vse drugo ob strani je povezano z bipolarno motnjo. Ni tako, da bi bil on v resnici takšna oseba. In mislim, da je v tem nedavnem opravičilu to prišlo na površje. Zavedel se je, da je bil nekaj let resno bolan, ampak mislim, da si zdaj opomore. Vendar je judovska skupnost manj prizanesljiva. Muzej holokausta v Amsterdamu je zavrnil prošnjo župana Arnhema, da bi obiskal muzej, saj so dejali, da ne bodo služili kot platforma za, citiram, rehabilitacijo podobe, ki jo je poškodovalo antisemitsko izražanje. Peticija nizozemskega judovskega sveta za prepoved njegovega nastopa je bila na sodišču zavrnjena. Ja, nisem nujno razočarana nad sodiščem. Razočarana sem nad voditelji te države in ljudmi, ki sprejemajo odločitve, da to dovolijo. Lahko se skrivate za svojimi pravnimi zapletenostmi in nemogočimi situacijami, ampak lahko tudi potegnete moralno črto. Kot naprimer, to je nekaj, kar želimo omogočiti in to je nekaj, česar ne želimo omogočiti. In ta moralna odločitev ni bila sprejeta. Tako bo Kanye še naprej nastopal, tako kot je nastopal prejšnji teden v Arnhemu in kot bo morda nastopal naslednji mesec v Jeruzalemu. In dokler bo rapal, bodo ljudje izrekali svoja mnenja. Mi smo ogenj! Floyd Mayweather je bil eden najbolj glasnih in izpostavljenih podpornikov Izraela po pokolu 7. oktobra, saj je obiskal državo in daroval več milijonov dolarjev izraelskim in judovskim organizacijam. To so pripisovali vplivu njegovega nekdanjega poslovnega partnerja, Johna Harečica. A zdaj Mayweather, slavni boksar, toži njega za 175 milijonov dolarjev zaradi poslovnega nesoglasja, kar pomeni, da njegova podpora Izraelu v prihodnosti ni nujno zagotovljena. Tukaj je več od voditeljice in dopisnice I24 News v angleščini Nicole Zetek. Ena najbolj nepričakovanih zavezništev v judovskem svetu doživlja velik udarec. In ne govorimo o boksarskem ringu. Floyd Mayweather, boksarska legenda in zaveznik Izraela, zdaj toži prav tistega človeka, za katerega mnogi pravijo, da ga je sploh pripeljal v judovski svet. Svojega nekdanjega prijatelja in menedžerja, Johna Harečica. Ja, Mayweather toži Harečica za 177 milijonov dolarjev in svojega nekdanjega menedžerja obtožuje goljufije.
v tožbi, ki vključuje zasebna letala, nakit in zasebno financiranje. Eden izmed res zanimivih delov te tožbe je pravzaprav nakit. Mayweather obtožuje oziroma trdi, da je Reknic uporabil približno $100 milijonov njegovega nakita kot zavarovanje za posojilo v vrednosti $13 milijonov, ne da bi Mayweather to vedel. Reknic pravi, da to ni res. In dejansko ima sporočila, s katerimi dokazuje, da je Mayweather za to vedel in je to tudi odobril. Ampak za človeka, katerega vzdevek je denar, ima Mayweather zagotovo veliko finančnih težav. To niso edine finančne težave, s katerimi se Mayweather trenutno sooča. Pravzaprav je vložil tudi tožbo v višini $340 milijonov proti Showtime in svojemu nekdanjemu menedžerju Alu Heymanu, ter ju obtožil druge goljufije. In davčna uprava je vložila zahtevek za davke v višini $7,3 milijona proti Mayweatherju zaradi neplačanih davkov v letih 2018 in 2023. Zdaj je veliko vprašanje za Izraelce in Jude v diaspori, kako bi te finančne težave lahko vplivale na njegov odnos z Izraelom. Reknic je dejal, da je prav on tisti, ki je spodbudil Mayweatherja, da izstopi in podpre Izrael, še posebej po 7. oktobru. In Mayweather je bil eden najbolj javnih, glasnih in finančno vplivnih zvezdnikov, ki podpirajo judovsko državo. Od 7. oktobra je bil tukaj večkrat in je bil celo javno ter finančno vključen v velike organizacije, kot sta United Hatzalah in Magen David Adom. Torej zdaj, ko se sooča z nekaterimi finančnimi težavami, je veliko vprašanje, ali bo še naprej vlagal svoj denar v judovsko državo, ali pa bo ta boj prenesel drugam. Ker mora svojo pozornost preusmeriti izven Izraela in v nekatere pravne bitke, ki se jih je odločil voditi. Zdaj pa v New York. Newyorčani so z občudovanjem spremljali, kako so New York Knicks suvereno napredovali v finale NBA. In zahvaljujoč spontanemu trenutku enega navijača imajo zdaj nov slogan, ki ga spremlja. Poslušajte. Moj človek, musliman, moje bagle, judovski, moj krščanski New York! Mi. Ona ima rada Dios, to je to. To je slogan, ki združuje talilni lonec, ki je vedno opredeljeval New York City. In čeprav niso zmagali v 4, se mnogi sprašujejo, kako judovski so pravzaprav bagli v New Yorku. Tukaj je povzetek zgodovine bagla z ameriškimi Judi, ki ga je pripravil Jonathan Sarna, profesor zgodovine ameriških judov na univerzi Brandeis. Torej, bagli izvirajo iz vzhodne Evrope. In razlog, da so bili okrogli, kar jih je ločilo od kruha, je bil ta, da so ljudje, še posebej Judi, skozi njih napeljali vrvico in hodili po ulicah. In seveda, ker so okrogli, je bilo to enostavno narediti. Veliko lažje jih je prenašati kot kruh. Vzhodnoevropski Judi so to prinesli v Ameriko. Prvotno bagli so bili v resnici bolj podobni prestam. Bili so majhni, bolj so spominjali na prigrizke kot na pravo jed. Toda sčasoma so se v Ameriki stvari nekako povečale do skrajnosti. Vse postane večje. In tudi bagli so šli skozi ta razvoj. To verjetno vsaj deloma izvira iz tehnologije. In v 20. stoletju, še posebej v obdobju med obema vojnama, vidimo, da so bagli najprej postali priljubljeni v New Yorku, nato pa še drugje. Zdaj so različni na različnih krajih. Montrealski bagli so narejeni nekoliko drugače kot newyorški bagli. Tako so Newyorčani zelo ponosni na svoje bejge. Obstajala je ena sama sindikalna organizacija, močno judovska, nekoliko komunistična, ki je včasih izdelovala te bagle v New Yorku. In tako kot veliko etničnih jedi, se je tudi ta v mislih ljudi povezala z judovsko skupnostjo. In ko so temu dodali še kremni sir, ki je prav tako izum judovskega podjetja iz 20. stoletja. In nato še dimljeni losos, ki so ga prav tako imeli radi Judi. Tako ste imeli cel obrok.
bagel, losos in kremni sir, za katerega so si Judi predstavljali, da sega daleč nazaj. Tisočletja naj bi jih postregli na gori Sinaj, a v resnici niso bili znani niti v vzhodni Evropi. Bagel, losos in kremni sir so znani v Ameriki. In šele v 60 letih, ko družina Lender ugotovi, kako razširiti begle po vsej državi, jih zamrzniti, avtomatizirati in tako naprej, veliko drugih Američanov izve za begle. Do takrat pa so bili večinoma omejeni na skupnosti z veliko Judi, predvsem v New Yorku. Zato ima ta slogan zagotovo smisel, ki povezuje etnično hrano, na katero je judovska skupnost v New Yorku ponosna, z drugimi elementi, ki New York ločujejo od drugih krajev, vključno z Nix. No, to je vse za tokratno epizodo Židovski svet tedensko. Najlepša hvala za ogled. Seveda lahko obiščete YouTube kanal i24 News v angleščini, našo spletno stran ter naše družbene medije, kjer si lahko ogledate to in prejšnje epizode. Sem Emily Francis. Šalom iz Tel Aviva in želim vam čudovit teden.